Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Ko je Jezus nekoč na samem morju, so bili z njim učenci in vprašal jih je, kaj pravijo ljudje, kdo sem. Odgovorili so Janez Krstnik, drugi Elija, spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov. Nato jim je rekel, kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter je odgovoril, Božji maziljenec. Strogo jim je prepovedal, da bi o tem komu pripovedovali. Rekel je, sin človekov mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, veliki duhovniki in pismovki ga bodo zavrgli in umorili in tretji dan bo vstal. Vsem pa je rekel, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ, ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa izgubi svoje življenje, zaradi mene ga bo rešil. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Drage sestre in bratje, vesel sem, da sem po pol leta spet med vami. V tem času so mi dve vezi na kolenu že pritrdili, dve bodo pa še drugo leto. Tako da na nek način v tem času čutim in sočustvujem z vsemi, ki jih kaj boli. In se mi zdi, da je prav, da tudi skozi take lekcije evangelija, ko je treba vzeti križ in hoditi za Jezusom, da uči Gospod tudi mene. In je čisto prav in vsakega izmed nas. Sem razmišljal, kaj bi vam danes tako povedal in potem sem zbral nekaj misli. Na vas sem mislil že v nedeljo oziroma že v soboto, ko sem prebiral Evangelij in Božjo besedo nedelje. Potem smo, vemo, brali tudi pismo naših škofov, ki so nas upeljali v ta teden molitve in posta in razmišljanja tudi ob 25. obletnici naše Slovenije. In so nam naredili eno tako lepo knjižico, kjer so povzeli te besede našega pesnika Edinos, sreča sprava, Preširna, nazaj k nam naj se vrnejo, se nadaljuje ta lepi vers. In tako, ne vem, koliko po župnijah se poglabljate v ta besedila, prebirate te odlomke. Jaz sem rekel že v zahvalo vsem, ki so jo pripravili, sem jo prebral, sem od njej razmišljal. In sem tudi za danes pripravil nekaj teh misli, ki so mene nagovorile in upam, da se vas bodo tudi v teh dneh dotaknile tudi vas vse. In ta prva misel, meni je bilo kar malo žal v nedeljo, da nisem mogel pridigati, ker je tako lepo, meni se zdi vsak teden Božja beseda toliko fajn, da se da zmeraj kaj lepega povedati. In ta prva stvar, ki me je vseeno nagovorila in se me dotaknila, je bil stavek iz prvega berila v nedeljo iz knjige preroka Zaharija. In pravi tam, nad Davidovo hišo in nad prebivalce Jeruzalema bom razlil duha
naklonjenosti in prošnje. Ozirali se bodo k meni zaradi tistega, ki so ga prevodili in pravi, in Davidova hiša in jeruzalemskim prebivalcem bom odprl studenec očiščenja greha in madeža. In se mi zdi, da tukaj nam Bog pravzaprav po Božji besedi sporoča, kako lahko, če se na njega obrnemo, če ga prosimo, odprete milostne studence, kako nam lahko nakloni duha naklonjenosti in prošenj. In prav te besede, sprava, sreča, edinost, to, kar smo si zadali v tem tednu, se mi zdi, da je ta studenec, ki kliče v očiščenje tudi naš narod. In da zato se splača klicati po Bogu, da bi nam dal svojega duha naklonjenosti in da bi uslišal naše prošnje. Mislim, da nam je nedeljska Božja beseda želela prav to povedati. Tudi vi ste to Davidovo ljudstvo. Tudi vi ste prebivalci Novega Jeruzalema. In potem je bil v nedeljo še kot nalašč praznik, slovesni praznik za naš Koper, in ker je bil Nazarij, škof, 480. naj bi se rodil in potem naj bi postal škof 524. leta in 33 let kot Kristus je živel, je vodil Koper na začetku. In en tak zanimiv stavek, najprej sem ga našel v slovenščini, pa piše, da je bil položen v njegov sarkofag v latinščini. In pa sem šel iskati ta stavek in pravi: Hanc patriam serva Nazari, sancte guberna qui pastore rector Justini Diceris urbis. Da bo prevajal, ker vsi veste, zakaj se gre. Ampak je zelo lep. To domovino ohranjaj in vodi sveti Nazarij, ki si pastir in varuh Justinovega mesta. Spet ta klic k ohranjanju domovine. Je spet taka drobtinca, ki me je nagovorila res k temu, da je potrebno in da Bog želi, da molimo za domovino. Od pastirjev cerkve, škofov, njihovih pomočnikov, to še mene toka in vseh vas. In zato vam prenašam to lepo prošnjo, da bi se priporočali tudi našim svetnikom in ne nazadnje tudi Nazariju, ki je naš varuh našega mesta, da bi varoval ne samo naš Koper, ampak našo domovino. In se lahko vsi na njega sklicujemo, da to nosi v svojem sarkofagu in da naj to dela še naprej. In je usliševal, pravi legenda, da so ga zato častili in posebej dali v stolnico, ker so se na njegovo priprošnjo dogajali tudi čudeži in so bile uslišane prošnje ljudi. In potem je bilo drugo verilo nedeljo, Pavlo v pismo Galačanom, in spet pravi, nas spomni na to našo temeljno krščansko držo, ki jo imamo kristjani, pravi, vi ste bratje in sestre v Kristusu. Vi ste krščeni v Kristusa. In potem pravi, ni več ne Grka, ne Juda, ne sužnja, ne svobodnjaka, ne moškega, ne ženske. Vi ste vsi eno v Kristusu. Vi niste ne rdeči, ne črni. Vi niste ne levi, ne desni. Vi ste Božji otroci. Ja, kako čudovita misel, če bi jo vsaj mi kristjani dojeli v tem duhu, da bi se zavedali, da smo vsi bratje in sestre. In v letu, svetem letu Božjega usmiljenja, vsak, ki nam gre na živce, je tista
ovčka, ki jo je šel Jezus iskati. Tista 100. ovčka od 99. In Jezus nas v tem letu in papež Frančišek ni zagotovo vabita, da bi imeli to držo usmiljenja. In zato se mi zdi tukaj spet ena ta lepa molitev, lahko rečemo to drugo berilo, nam Božja beseda govori, da molimo in prosimo za edinost in za spravo med nami. In da je to še kako pomembno, če hočemo biti Božji otroci, Abrahamova dediščina, smo slišali nedeljo, in seveda tudi državljani te naše domovine. Potem smo slišali evangelij, ki nam kaže ne samo zakaj, kako, ampak tudi kako to dosežemo, kakšna je ta naša pot konkretna, vsak dan znova, da je v tem, da vzamemo svoj križ življenja, sami sebe, da se dvignemo in gremo za Jezusom. Da hodimo jaz mislim, da v zvestobi njegovemu zgledu, njegovim besedam. In nam pravi tako lepa, meni je ta misel zelo lepa, ta, jaz bi rekel, krščanska logika, darujoče se ljubezni, ki nam jo Jezus ponuja na oltarju pri vsaki sveti maši, ki je kdor želi svoje življenje rešiti, ga lahko reši na ta način, da ga izgublja, da ga daruje v meni. In ta stavek ima izredno moč. Tukaj noter se najde lahko čisto vsak, ko daruje, ko služi, ko se razdaja, ko oprosti, ko potrpi, ko naredi prvi korak v ljubezni. In to je Evharistija. In to se mi zdi, da je tisto res, kar potrebujemo. Potem sem razmišljal o tem naslovu in se mi zdi, da edino sreča sprava se lepo rima, ampak pot je pa malo drugačna. Mislim, da ta prva stvar, ki je potrebna, je sprava, je odpuščanje. In samo preko odpuščanja se rojeva edinost, se rojeva bratstvo, se rojeva nazaj, pa se ponovno gradi prijateljstvo. In to je evharistična drža, to je drža Jezusa Kristusa, to je novozavezno dejanje v vsem svojem bistvu, ki se nasloni na Jezusove besede Evharistije. Moja kri se preliva v spravo za vaše grehe in za grehe vsega sveta. To delajte v moj spomin. To je ključ do sprave. Odpuščanje drug drugemu, odpuščanje mene, vsemu svetu zaradi Jezusa Kristusa. In ko se tako v Kristusu spravimo z Bogom, pravzaprav prepoznamo, da nas on prvi ljubi, da nas on ljubi že takrat, ko smo bili grešniki, da je njegova daritev. In to bi vam rad zdaj, ne vem, verjamem, da vsi veste, ampak mene je v teh dneh, odkar nisem bil z vami, se tako ena taka misel, ki sem jo na večjih birmah, ko sem jih imel v tem letu, sem skušal to ljudem približati. Pa se mi zdi, da je povsem logično, ampak da se, ne vem, saj jaz nisem se tako močno zavedal, kot bi se lahko. In to je Evharistija maša. Maša. Mi danes včasih se srečamo s kristjani, mogoče tistimi malo, ki se malo oddaljujejo od cerkve in rečemo, zakaj bi jaz hodil k maši? Ma sej jaz tudi malo molim. Jaz lahko molim tudi v naravi, tam imam še bolj mir. Ne v cerkvi gledam tiste
face tam in še une, s katerimi sem skregel, pa une, ki so dosti slabši, se samo delajo in tako prebujajo se taki negativni občutki. Ampak to je vse res. Se popolnoma strinjam. Ampak mi k maši ne pridemo zaradi soseda. Na nek način lahko tudi, ampak pridemo zaradi Kristusa. In sem prebral tako misel, ki mi je dala misel, pri maši in pridemo zato, da molimo skupaj s Kristusom. Pri maši smo zato, ker Kristus moli in se daruje za nas. Duhovnik pri maši je samo fasada. Fasada. Tisti, ki posveti, tisti, ki naredi čudež pred nami, da se kruh in vino spremenita v Kristusovo telo in v Kristusovo kri je Jezus sam. Po duhovniku deluje Kristus, v njem deluje Kristus in persona Kristi deluje duhovnik zaradi svojega posvečenja. Zato pri maše brez duhovnika ne more biti. Še bolj maša brez Kristusa ne more biti, ki je v duhovniku. In zato sploh ni toliko bistveno, kakšen je ta duhovnik. Seveda je lepo in fajn, da je svet in pobožen in čudovit, ker je boljši prevodnik Jezusa in nas bolj na Jezusa spomni, ampak ne nazadnje tisto bistveno, kar se zgodi pri maši, pa naredi Jezus. In ko mi pridemo k maši, pravzaprav vstopimo v življenje Svete Trojice. Mi rečemo na začetku, Gospod z vami in s tvojim duhom. In se spomnimo na to krstno dostojanstvo, ko smo potopljeni, ko smo krščeni, ne samo z vodo, mi smo krščeni Svetim Duhom. In Sveti Duh, kaj je? Je Božji Duh, je Božja ljubezen, v katero vsi, ko pridemo skupaj, se potopimo. Ta Božja ljubezen nas preplavi, nas napolni, nas združi, nas poveže v eno Kristusovo telo. In potem naša molitev, kaj se zgodi? Vse, kar rečemo, vse te naše Boge prošnjice, zahvalice in vse to pride v Kristusovo daritev, ki se je zgodila enkrat za vse. Kristus, ki se daruje Očetu za odrešenje vsega sveta. Kristus, ki moli pred nami, da bi nas Bog odrešil vse od začetka sveta pa vse do konca sveta. Pa si predstavljate, pri kakšnem veličastnem dejanju zgodovine odrešenja smo, ko smo pri maši. Zraven Kristusa pod njegovim križem se zahvaljujemo Bogu za naše odrešenje in za odrešenje vsega sveta in tudi naše domovine in vseh nas. In zato pravi Benedikt papež, pravi, Evharistija, maša je srce naše vere, ker je to Kristus, večni in veliki duhovnik, ki moli za nas, ki se daruje za nas in v katerega molitev in daritev vstopamo tudi mi. In zato so rekli prvi kristjani, brez Evharistije, brez maše, mi ne moremo živeti. In meni zdaj, odkar sem na to pozoren, meni je maša še toliko bolj sveta in toliko bolj čudovita in toliko bolj veličastna, da se mi zdi, da je to krasno in je fajn. Tako da vas spomnim tudi na to, če mogoče ste že malček na to pozabili. In tukaj noter v tej knjižici je bila ena taka lepa misel, govori o tej, se pravi, od sprave pridemo do edinosti,
edinosti, potem tudi res do tega srečanja, v katerem je tudi sreča v odnosu. In pravi, nasprotje sprave pa je to, kar izkušamo v današnjem svetu. Je prav, da smo pozorni tudi na to pot, ki je nasprotna. Pravi, živimo v svetu sebičnosti. Danes se zelo postavlja individualizem. V ospredje se postavlja jaz in moje pravice. Današnji otroci, če mu kaj ukažeš ali pa hočeš vzgajati, ti začnejo govoriti, da imajo pravice in da bodo poklicali policijo. Ja. In danes se mladi starši se sploh bojijo vzgajati svoje otroke. Se bojijo, da jih bodo zaprli. Ja. Pravice. Pravic ni brez dolžnosti. In to je ta jaz, ki se začne postavljati v center sveta, kateremu se mora vse podrejati in potem hoče vse imeti, hoče vse obvladati in hoče vse užiti. Užitek je tisto ta zadnje. Hoče uživati. In to vodi v brezbrižnost. Sebičnost vodi v brezbrižnost. To je zelo zanimivo, sem razmišljal o tem. Brezbrižnost je, da otopim za odnos z drugim. Samo da je meni dobro. Baš me briga. Znaži se. Ja. Tu je vse ta brezbrižnost. Zaprtost pred ljudmi in njihovimi stiskami. In razumete lahko papeža Frančiška, kako govori, da se moramo odpreti do ubogega, da moramo gledati z Jezusovimi očmi, da moramo videti te stiske in pomoči potrebne. Ne? To ne želi nas rešiti te brezbrižnosti. In ta brezbrižnost pride v trdosrčnost. To je neke vrste, je celo gre ta brezbrižnost tako daleč, da se začnemo zgražati nad drugimi, ker nas vznemirjajo. Ker vznemirjajo našo vest, ker nas motijo, ker se v njih slabo počutimo. Smo sebični, smo brezbrižni in zdaj bi morali nekaj za njih, za druge narediti. Jo brate. Trdosrčen. In to je narobe, to ni pot nas kristijanov, to ni pot Evharistije, darujoče se ljubezni v hoji za Kristusom. Je tista, bi rekel, druga pot je edinost, spoštovanje drugega, njegovo dostojanstvo in potem tudi usmiljenje, se mi zdi. Zdaj smo v letu Božjega usmiljenja, to je čudovito, to je res vrhunec Božje ljubezni. To se je darujoča, odpuščujoča Božja ljubezen do nas, v katero nas prav po maši Jezus vabi, da vstopimo. In če to sprejmemo v srce in ko molimo, Oče naš, odpusti nam, Gospod, kako tudi mi odpuščamo vsem svojim dolžnikom. Smo v usmiljenju. Sveti Duh je tisti, smo rekli, ki nas povezuje, ki nas združuje v eno sveto, apostolsko, katoliško cerkev, v brate in sestre, v eno družino, v tisti zbor ljudi, potujoče Božje ljudstvo, ki pridejo na isto mesto, skupaj postanejo cerkev, da bi slavili in molili Boga. Hudi duh pa je diabolos, tisti, ki ločuje, ki razkolje, ki trže narazen, ki prepira. Veste, kako je vse zelo, zelo lepo povezano, če razumemo. In zato se mi zdi, da če smo v Svetem Duhu, potem in v tem usmiljenju, potem
smo tudi vstopili v spravo. In če smo v spravi, potem se iz tega ven avtomatično nekje rojeva tudi, če smo dosledni, tudi edinost. In kjer pride do srečanja, do odpuščanja, do objema, do poljuba, tam je tudi mir in sreča. In Bog daj, da bi tudi našem narodu začutili, da nismo drug drugemu konkurenca, ampak da smo brati in sestre. In da bi se v nas in v našem narodu rodila ta sreča. Naj nam ostali Kristus da za to moč, da bomo vsak dan vzeli svoj križ, hodili za njim po poti Evangelija in da bomo darujoč svoje življenje v služenju svojim bližnjim dobivali novo življenje v Kristusu. In še eno tako mini vabilo. 23. ob 18. uri zvečer smo povabljeni na 24-urni post in molitev za domovino. Jaz bi tako rekel, vsak je prav, da bi se temu pridružil na tisti način, ki zmore. Ne nekdo, da bo 24 ur brez jesti in padel dol, ampak tako, na tak način, ko zmoremo. Ampak naredimo to res s prošnjo k Jezusu, Bogu, da bo videl, da molimo ne samo z besedami, da molimo tudi s telesom, ko mu odrekamo določene stvari. Da bi razlil svojega duha na nas, tako kot je bila tista Davidova prošnja. Da bi razlil duha na vse nas, na vso Slovenijo, na vse ljudi. In da bi nam odprl ta studenec odpuščanja, kot lahko tam pravi, in možnost očiščenja naših grehov, naše preteklosti. Da se bomo tega osvobodili. Se mi zdi, da zato se splača moliti in da zato se splača tudi pustiti.